Seveda je v hudih razmerah vsakemu težko dati kaj od sebe. Štejemo si v veliki plus in uspeh, da smo uspeli prepričati druge 3 rektorje, da se v novi zakon da določilo, da tisti trenutek, ko se začnejo sredstva povečevati, takšen je vsaj zahtevek sindikatov, da se vrnejo sredstva na nivo leta 2011, ko je v visokem šolstvu v Sloveniji bilo največ sredstev na voljo, 260, sedaj je teh sredstev trenutno 230, da se takrat, ko se vrnejo na višji nivo kot v letošnjem letu, da se ta razlika začne uporabljati oziroma rabiti tudi za izravnavo teh razlik. To je bistveni pogoj za normalen razvoj te univerze, ob tem seveda, da ne smemo pozabiti na nadaljevanje procesa internacionalizacije. To določilo, sprejeto strani rektorjev, rektorske konference, poslano ministru Pikalu konec aprila, je prišlo tudi v novi zakon. Lahko upamo, da bo novi zakon, tudi če ga bo delala druga ekipa, ohranila to določilo, ki je za našo univerzo bistveno. Hvala lepa, rektor, in seveda tudi ostalim sogovornikom, ki vam bodo sedaj na voljo za vaša novinarska vprašanja. Tako da lepo prosim. Ja, prosim, če se tudi predstavite. Ja, nanizali ste več vprašanj, nisem želel izpostavljati v svoji predstavitvi. Če je bil najvišji zaslužek na Univerzi na Primorskem v letih 9, 10, 11, tu nekje okoli 145.000 evrov, je za voljo odločitve sedanjega vodstva, da bo temu naredilo konec, najvišji zaslužek 75.000 evrov, pa to ni moj. Meni se ne zdi normalno, da bi zaslužki v akademskem svetu bili dvakratnik zaslužka osebnega prejemka predsednika države ali premiera. Samo na ta način je lahko izpad sredstev na tej univerzi ni imel vpliva na zaposlitve ljudi na tej univerzi. Sicer bi zaradi varčevalnih ukrepov univerza ne mogla ob takšni podfinanciranosti sploh ohraniti tudi socialne drže. Res je, da je univerza pomemben razvojni dejavnik te regije, odigrava pa tudi bistveno socialno vlogo, je poleg Luke Koper drugi največji zaposlovalec z veliko strokovnega osebja. Če ste izpostavili vprašanje v zvezi s preiskavama, se vsaj jaz ne morem znebiti razlike med načinom preiskave v mesecu marcu, ko so mediji za to zvedeli čez 4 dni, in pa v mesecu juliju, ko so vedeli, predno je sploh do preiskave prišlo. Sam sem to napovedal že v mesecu marcu, da vkolikor bo prišla preiskava, ki bo namenjena meni, da bodo mediji že čakali. Druga razlika je tudi ta, da je bila preiskava v mesecu marcu zelo mehka, benigna. Ta preiskava pa je bila karakterizirana s pištolo pasanim kriminalistom, ki je iskal izgubljeni ali uničeni dokument v moji pisarni.
Če dovolite, rektor, glede na to, da je torej tako, marčevska preiskava ni bila, o marčevski preiskavi strani tiskovne predstavnice policije ni bilo sporočeno medijem na tak način, kot je bilo to sedaj. Mogoče še to vprašati, jaz sem nanizal nekaj očitkov, a se strinjate, da držijo, ker moje nadaljnje vprašanje je, a kdo kdaj zaradi tega odgovarja? Edino, kar sem sprožil, je to, da sem dal izredno odpoved gospodu Darovcu, ta je pravnomočno, njegova tožba zaključena in je pravnomočno zaključena v prid Univerze na Primorskem. Vse drugo smo poskušali ravnati, pri vseh drugih zadevah smo poskušali ravnati tako, da bi univerza utrpela čim manjšo škodo. Povedano je bilo že v primeru Borilnice, da smo to naredili tako, da s spremembami, da ne bi doživeli iste usode kot v primeru kampusa Livade. Seveda pa v primeru kampusa Livade nisem mogel iti mimo dejstva, da je sporazum, ki ga je podpisal gospod Buhinc z GPG-jem, ki je dovoljeval oziroma celo zapovedoval fiktivne situacije, ta sporazum sem moral preko ovadbe proti neznanemu storilcu poslati tudi na tožilstvo. Da je Darko Darovec izplačal 0,5 milijona, razporedil 0,5 milijona raziskovalnih sredstev brez soglasja univerze, samovoljno. Gre za to, da je nenamensko porabil ta sredstva. To je samo pregled dela pogodb, samo približno tretjine pogodb, ker se je tam delalo na takšen način. Sklepam, da je bilo, vse je bilo delo na takšen način, take nenamenske rabe še bistveno več. To je bil tudi eden od razlogov za izredno odpoved. Zakaj pa se o teh zadevah ne poroča? Mislim, jaz sem se močno namakal, da sem vse teh podatkov pač odprl. Bih ne bi mogoče več naštel, mogoče raje še drugo vprašanje. Zakaj te zadeve ne prihajajo v javnost? No, Kar se tiče kriminalistične preiskave. no, glede katerega očitka, glede teh podatkov gospodu Darovcu, vse so prihajale v javnost, ko je bilo to aktualno, ampak prihajalo je to v javnost stališča, kakšna krivica se mu godi. Ko je bila tožba pravnomočno zaključena, ni bilo kakšnih hudih naslovov v časopisih. Torej, začeli ste s kriminalističnimi preiskavami, pa bom tudi na to naredil vprašanje. Tisti dan na dan preiskav vas pač ni bilo, vas nismo mogli nič vprašati. Torej, na vas letijo sumi hudih kaznivih dejanj, to je zloraba položaja, verbalisti in tako. Kako komentirate to? To sem že komentiral v predstavitvi. Vso ustrezno dokumentacijo sem predal tako kriminalistu, ki je vodil to preiskavo, in tudi policijski upravi v Kopru. Vi zatrjujete, da je vse zakonito, kako no? Takšna je bila moja predstavitev, vse ste To slišali. smo že povedali. Potem v zvezi s to, ne, v zvezi s to, bomo rekli, kaznovanjem Če dovolite, Evgenij. matematično konferenco. Kdo se je prisostvoval razen, bomo rekli, udeležencev matematične konference? So prisostvovali na večeri, gospod rektor, tudi ljudje, ki recimo niso povezani neposredno z matematično konferenco. Veste, da bo to bo odgovarjal. Dajte vi povedati, se šlo za vaš... Ja, seveda, se vam bo odgovoril gospod prorektor. Ne? Štefko, glede na to, Tudi gospod Vervenše, gospod Upirin, gospod Subas, evo, družinski člani vaši na večeri. glede, Vi odgovorite, se gre za... Ja. Prosim, lahko še enkrat ponoviš, kar je bilo prej že povedano. Ja, konferenci so prisostvovali tudi drugi povabljenci. Ne, zato ker se ne spomnim. Torej so bili Kdo so bili kako vsi? povezani z matematično konferenco, gre za matematika ali iz kroga teh vaš, Tako, bili so pa tudi drugi, da. tudi vi. Torej, če direktor, verjetno se takih dogodkov lahko udeležuje recimo tudi prorektor, bodisi ali pa recimo nekdanji
vprašali računovodki, recimo pa neko službenko, koliko pa je se stala ta in bili pripravljeni, izrazili pripravljeni. Glejte, jaz tega nisem organiziral, to vam je bilo povedano. Ne vem, zakaj ustrajate. Spraševanje. Lepšenje je lepa gesta, tako, ampak recimo neposredno po praznovanju ali širi, kako že temu rečete, ste pripravili, ste pokazali pripravljenost, da bi neposredno potem poravnali stroške, ki niso bili udeleženi. Seveda, z dekanjo, vendar je dekanja rekla, da bo to poskrbela za ta del ona. Sama povedala. Če dovolite, no, glede na to, da je danes tudi dekanja Klavdija Kutnar iz Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije z nami, predlagam, da mogoče kar sama Klavdija to razloži. Hvala lepa. Kot je že povedal prorektor Mikljevič, za organizacijo konference profesor Šušič ni imel nič. Organizirali smo jo osebe, ki so bile navedene na prosojnici. Seveda tudi finančne ozadje konference je odgovornost na nas in smo naredili v skladu z zakonodajo. Vsa sredstva so bila namensko porabljena. To je ugotovila tudi zunanja revizijska hiša. Za te družinske člane, ko vas tako zanima, ne, mislim, da je normalno, ja, no, za družinske člane, seveda pri znanstveni konferenci je običaj, da se naredi tudi konferenčna večerja. Konferenčna večerja je v skladu z namenom konference bila posvečena profesorju Marušiču. Na to konferenčno večerjo smo povabili tudi njegove družinske člane. Za stroške, kako smo delili stroške po posameznih stroškovnih mestih, smo uporabili sodila glede na udeležence, ali so udeleženci bili vabljeni predavatelji, ali so bili udeleženci študentje oziroma zaposleni na Univerzi na Primorskem, ali so bili to družina oziroma znanci, osebni drugi povabljenci. In za tiste, ki niso povezani z znanstvenim delom konference, je bila izdan račun za fizični osebi, tako da ni nobenih nepravilnosti. Ja, zdaj datumsko ne vem, mislim, to, kako, ja, bil je izdan v oktobru oziroma novembru. Navada je, da se proračunska leta se zaključujejo, vemo kdaj, zaradi množice del, ki jih imamo na fakulteti, se zadeve po končani organizaciji pač urejajo, včasih se urejajo hitreje, včasih kasneje. Računa ni poravnal gospod rektor, račun je poravnala druga fizična oseba. Zakaj ne gospod rektor? Zato, ker je bila ta konferenca pripravljena njemu v čast kot presenečenje. Povabljenci so bili tam zato, ker je bila to odločitev organizatorjev, ne pa želja oziroma naročilo rektorja. Govorite o neveljavni pogodbi, ki ni bila uničena. Istega dne tudi aneks prvotnih pogodb leta 2009 sklenjen. A to pomeni, da ste isti dan, ko ste podpisali pogodbo, ugotovili v Slovenskih Konjicah, da ne obstaja volja, in ste še isti dan,
ne v Slovenskih Konjicah, istega, no, poglejte, to izjava v zvezi, poglejte, se vam bom povedal, izjavo v zvezi s tem, kako je do tega prišlo, sem tudi predal v policijski upravi Koper. Natančno sem opisal, prosim? Natančno sem opisal, kako je do tega prišlo, tistega dne, glejte, ne, torej sprašujejo me, kako je do tega prišlo, ne morem vam 2 strani izjave predočiti, šlo je za delovni sestanek, po 3 mesecih še vedno ni bila sklenjena pogodba, zato je odvetnik želel, da se tisti dan to stori, prinesel je s seboj dodatek k pogodbi, ki je bila že leta 2009 veljavna. Moje službe so zagotavljale, da mora biti enovita pogodba in so prinesle takšno pogodbo, za katero se je po podpisu šele ugotovilo, da ni skladna s tistim, kar je bila naša volja. Imelo je nekaj razlik in sicer v smislu trajanja pogodbe in pa kraja nudenja pravne pomoči. Potem, ko je bilo to ugotovljeno, šele po zagotovilu, najprej je bilo rečeno, da je točno tako, kot sva midva rekla, kasneje pa se je izkazalo, ko sva podrobno prebrala po delovnem sestanku, da temu ni tako in so se odločila za to, da uporabljava prvotno pogodbo za dodatkom. Ja, če dovolite, vi najprej dali mogoče možnost kolegici, ki še ni, ja, dovolite, če se predstavite. Tudi do nas novinarjev je prišel ta dopis 4 članov senata na temo izredne seje in vašega predloga v bistvu, da bi bili ti izboljšani posnetki zaupne narave. Lahko pojasnite, zakaj tak predlog? Korespondenčna seja, ne? Korespondenčna seja. Glejte, Univerza na Primorskem uporablja, tako kot drugi 2 univerzi, zvočne zapise, pravzaprav samo Univerza v Ljubljani, zvočne zapise samo za zapisovanje, za pripravo zapisnika. Ima pa določilo v poslovniku, da hrani zvočni zapis še leto dni. Univerza v Ljubljani ima določilo, da šele na predlog rektorja se sejo snema. Univerza v Mariboru, na primer, pa ima določilo, da sploh ne snema sej. Mi menimo na vseh 3 univerzah, da je edini, tako piše tudi v poslovniku naše univerze, da je edini javni dokument vezan na sejo senata zapisnik z drugimi gradivi, ne pa zvočni zapis. To je jasno vam razvidno, če upoštevate, kako imajo to rešeno na Univerzi v Mariboru. Zato je naše mnenje, da torej zvočnega zapisa ne gre dajati izven univerze. Na tej osnovi smo najprej imeli izredni kolegij dekanov in direktorjev, kjer so se vsi, pravzaprav, ali pa vsaj večina, postavila na stališče, da ne želijo, da se zvočni zapisi dajo v javnost. V tem primeru brez posamičnih soglasij. Da je to običajna praksa, torej sem vam povedal, na drugih univerzah je tako, drugih 2 javnih, pa tudi na drugih institucijah po Sloveniji. Na osnovi tega je bila sklicana korespondenčna seja, skladno statutu univerze. Statut univerze ima določilo, ki pravi, da je mogoče ali s sklepom rektorja ali pa sklepom senata to doseči. O 4 profesorjev, ki ste jih omenili, to so 4 člani senata, od 31, ki so tudi sicer vedno zelo glasni, ko gre kaj za, so tudi med podpisniki poziva v mesecu aprilu. Mala opozicija mora biti bolj glasna, da se jo bolj sliši. Nagovarjala je druge člane senata, naj ne glasujejo, pri tem ni bila uspešna, na koncu je bil sklep sprejet z veliko večino, kljub temu, da so počitnice in sicer od 31
22 glasoval za, nekaj jih ni glasovalo, bil je tudi en glas proti, kar pomeni, da na tej univerzi obstaja normalno delujoča demokracija. Glas proti je celo iz ožjega vodstva te univerze. Izredna profesorica Nadja Plazar je na primer glasovala proti, ima pač drugačno mnenje o tem, kot jaz sam in drugi, ki so o tem glasovali. Boste izročili izločni zapis informacijskih obveščenih? No, lahko jaz to odgovorim. V zvezi s tem smo izdali odločbo, v kateri smo podrobno razložili, da smo prosilcu, to je bil vaš kolega gospod Edi Mavsar, delno ugodili. To pomeni, da smo mu že posredovali zapisnik dne 14.5. O tem je bila tudi informacijska pooblaščenka obveščena. In on je spraševal za magnetogram oziroma zvočni zapis, potem pa je dobil razlago, kot je že prej rektor povedal, da je edini uradni dokument zapisnik, ja. Ne pa magnetogram, ki ga pri nas sploh ne pripravljamo, kaj šele, da bi potem dali zvočni zapis. Potem smo izdali odločbo in se lahko potem posvetujete z svojim novinarskim kolegom. Tam je zelo podrobno navedeno, kaj in kako in vsi navedki skratka. Zapisnik smo posredovali 14. maja gospodu Mavsarju iz tega. In izdali odločbo, da je... In odločba je bila prav tako izdana. Morda bi še nekaj dodal, da velja se zavedati, da ima TV Slovenija, torej hiša, kjer delujete, popolnoma identična določila kot Univerza v Ljubljani, da je zvočni zapis služi samo pisanju zapisnikov in celo ne more vsakdo ga poslušati, vsakdo od članov, oziroma ga lahko posluša samo v tistem delu, ki se nanaša na njegovo oziroma njeno izvajanje. In sicer pa so naše seje javne, če bi novinar želel pristopiti na sejo, tega interesa takrat ni pokazal, tako da... Zakaj ste potem retroaktivno? Ker to omogoča statut. Zelo jasno ste pri opisovanju dinamike poslov prejšnjega vodstva uporabili besede nezakonito, nelegalno. Na koga točno, če lahko pomesti, poveste se, ki so se nanašali vaše besede? Kdo je deloval nezakonito, nelegalno v teh poslih? Ivade, Borilnica in prejšnjo vodstvo. Če ste bili pozorni na moje izvajanje, sem zelo skrbno izbiral besede. Seveda sem svojo predstavitev zasnoval na način, da vendarle ne bi kogarkoli, ki je sodeloval pri teh poslih, neupravičeno prizadel. Vendarle bi pa navedel to, da, kot je bilo že povedano, v zvezi z omenjenimi kršitvami potekajo nekatere preiskave, tudi kriminalistične preiskave, res, da niso tako razpite in da novinarji temu ne posvečate takšne pozornosti kot nekaterim drugim. Moram pa povedati, da so tako po razgovori z kriminalisti oziroma osebami, ki preiskujejo ta očitana dejanja, nakazano, da gre za nelegalno delovanje oziroma elemente kaznivih dejanj. v zvezi s tistim gradbenim sporazumom, ko je že bil